Danes imamo aktualno temo, ki je vse bolj aktualna zaradi tega, ker se trajnostnostne vsebine širijo, poglabljajo in zahteve z različnih strani na področju podjetij, kako naj se odzivajo, bodisi na zakonodajne zahteve ali izzive, tržne, revizorske in kako drugače so vedno pred očmi z vidika, kako naj se čim bolj optimalno organiziramo za kar najboljše rezultate. Torej, današnji krajši webinar posvečamo tem ciljem, ki so v ospredju upravljanja trajnostnosti, kajti vemo, da ni ena številka, oziroma ena velikost, ki ustreza vsem. Strukture sistema upravljanja organizacij in trajnostnosti bomo pogledali v bistvu to interakcijo z osnovnim sistemom organizacije in pa potem z modeli, ki bi lahko bili adekvatni glede na organizacijsko strukturo, po kateri že poslujemo. Nekaj več bomo spregovorili o odboru za trajnostnost, kajti to je v bistvu en tak način, kako premostiti določene organizacijske izzive. Hkrati se je pa to tudi v številnih organizacijah, sistemih, družbah, v mednarodnem okolju, torej ta sistem uveljavil kot primer dobre prakse in bomo pogledali nekaj takih primerov, kako tudi potem to integriramo obstoječe poslovne procese in iniciramo neke izboljšave. In na koncu še par besed o teh komunikacijskih procesih z fokusom na poročanju. Torej, obsežen sklop razmišljanj, tako da bomo poskušali čim hitreje se dotakniti določenih področij.